besedo, prav lepo vsi pozdravljeni. Veseli me, da smo skupaj, da praznujemo tako pomemben praznik. Vas pa prosim za potrpljenje, moj prispevek je dolg 12 minut, sem doma prebrala. Že od otroštva naprej sem sanjala o samostojni Sloveniji. Zaradi mojega rojstnega kraja v bližini stare rapalske meje in stricev, ki so se že pred drugo svetovno vojno in tudi po njej raztekli po svetu, da je njihova mati samevala doma, sem že od zgodnjega otroštva občutljiva na slovensko razcepljenost. Stisko sem reševala po svoje. Na uredništvo rodne grude sem pisala, da si želim dopisovati s slovenskimi rojaki po svetu in res dobila od njih lep kupček pisem. Kako sem v najstniških letih trpela zaradi meja, ki so slovenski narod razčetverile v 4 države, tedanjo Jugoslavijo, Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Iz nekakšne solidarnosti do slovenskih narodnih manjšin, kakor smo takrat še govorili za rojake v sosednjih državah, sem si leto 1968 za maturitetno nalogo izbrala temo o njih in dobro se mi je zdelo, da mi je na maturi profesor zemljepisa na srednji šoli v Kranju zastavil vprašanje o slovenskih izseljencih, saj sem to razumela kot njegovo naklonjenost do njih. Že leta 1990 so se začele priprave za organizacijo slovenske vojske. Decembrski plebiscit, volja ljudstva, tudi moja, da zaživimo po svoje. Take volilne udeležbe in toliko odstotkov za odcepitev ne bo verjetno nikoli več. Veselje ob izglasovanem plebiscitu za samostojno Slovenijo oziroma odcepitve Jugoslavije je bilo neizmerno. Natanko pol leta zatem slovesna razglasitev samostojnosti 26. junija 1991. Dan, ki je našel mesto v srcih mnogih Slovencev. Dobili smo svojo državo. Prvotno navdušenje nad osamosvojitvijo Slovenije se je hitro sprevrglo v strah, saj se je začela vojna. Doživeli smo v svobodni državi, v samostojni demokratični republiki Sloveniji. V našem življenju in zgodovini slovenstva se je pričelo novo poglavje. Lahko smo veseli, da pripadamo rodu, ki mu je bilo dano uresničiti davni sen naših prednikov. Vsak, ki je doživel osamosvojitveno vojno, je lahko napisal spominati na tiste dni čustva, ki so ga takrat preplavljala. Take složnosti medsebojne naklonjenosti in povezanosti, kot smo jo takrat premogli Slovenci, najbrž dolgo ne bo več. Vsakemu je bila samostojna Slovenija cilj, ki ga je treba braniti tudi z lastnim življenjem. Kot absolventko na ljubljanski slavistiki me je profesor Boris Paternu povabil k sodelovanju pri projektu o pesmenju, pa zgolj na eni strani med drugo svetovno vojno. Marsikdaj se je izkazalo, da smo pri poizvedovanju o nastanku pesmi prepozni. Dan danes spomin ni več tako zanesljiv kot v starih časih, ko je bila glava edini računalnik. Take izkušnje so me opominjale, da se je treba čim prej lotiti zbiranja spominov na obrambno vojno za samostojno Slovenijo, saj jih novi dogodki in sporočila vedno bolj rahljajo, prekrivajo, neusmiljeno brišejo in potiskajo v pozabo. Večkrat sem v pogovorih nekaterim pomembnim možem slovenske kulture namigovala to nalogo. Niso se odzvali. Dokler me ni prešinilo, saj se tega lahko lotim sama. Za sodelovanje nagovorim študente slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Tako so od leta 2000 naprej študentke in študenti za študijsko obveznost pred izpitom iz slovstvene folkloristike nekaj let zaporedoma zapisovali poleg svoje vsaj še 2 spominski pripovedi. Tako smo delovno praznovali prvo desetletje samostojne Slovenije. Edini nagib za zbiranje je bil tih demokratični protest, zakaj bi o sicer kratki, toda pravi in resni vojni za obrambo pravkar rojene Slovenije pisali le pomembni funkcionarji z velikimi pooblastili in odgovornimi položaji. Porajalo se je vprašanje, kako so jo doživljali ljudje, ki ne bodo nikdaj prišli v časopis,
kaj šele na njegove naslovnice in se ne bodo nikdar pojavili na televizijskih ekranih, čeprav se tedanjem dogajanju dostojanstveno ali pa tudi ne opravili svoje poslanstvo. Cilj zbiranja pričevanja je bil prestreči in nekako zamrzniti čim bolj pristno, avtentično razpoloženje prebivalcev v Sloveniji, Slovencev in drugih slovenskih ali takrat čehoslovanskih državljanov v času obrambne vojne. Ob vnovičnem prebiranju za objavo prečiščenega gradiva me je obhajal ponos na moje študentke in študente, kako neposredno, odkrito in skrivo so obnavljali otroško vojno doživetja in jih nekateri od njih na pragu zrelosti pospremili s poglobljenimi premišljevanji in tehtnimi ugotovitvami. Danes so to že odrasli ljudje v najlepših letih. Izmed vseh dotlej zbranih pričevanj je bilo primernih za objavo čez 400, od tega 100 moških, 131 ženskih in 154 otroških. Na prvem častnem mestu so posvečena padlim, sledijo jim ranjenci, na koncu so 4 iz zamejstva, iz vseh 4 naših sosedov. V predgovori k knjigi Bela Ljubljana sem leta 2001 zapisala. Zdaj teče že katero pač leto, odkar sem tu v Ljubljani. Veliko zame, malo za Ljubljano. Vendar dovolj, da storim kaj tudi za mesto, ki mi daje kruh in zavetje. To zavetje sem našla tu, v Dravljah. Kakor sem pa se po svojih močeh skušala odložiti mojemu rojstnemu kraju, sem enako želela storiti za okolje, kjer prebivam že veliko dlje. Prvo oporno točko, da bi se tako rekoč fizično ukoreninila, sem našla na Dravljskem pokopališču. Tam počiva nekaj imenitnih slovenskih mož, Ivan Pregar in brata France in Anton Vodnik. Veliko se nas je priselilo sem od drugod, zato je priprava Dravljskega berila narekovala potreba po ozaveščanju tistih vrednot, na podlagi katerih si učenec oblikuje lokalno in domovinsko identiteto, se zave lastnih korenin. Njegov cilj namreč tega berila je bil vsaj po moje obuditi in razvijati smisel za intenzivno dojemanje domačega okolja in poglabljanje narodne zavesti. Nihče ne bo namesto nas govoril, molil in pel, celo jezil se po slovensko. Domačija otroštvo postane, ko odrastemo, metafora za domovino. Ljubezen do nje se začne na domačem pragu. Nisem za enostransko pretiravanje in za plankonost, a tudi ne za zaničevanje domačega, samo zato, ker je slabotnejše, če je res. Kaj je travna bilka nasproti mogočnemu drevesu, a predstavljajmo si revščino asfalta nasproti pisanim travniškim preprogam. V primerjavi z drevesom ima bilka svojo ceno prav zato, ker ni ne drevo, ne grm, ampak bilka, bilčica. Tudi o njih so napisali pesmi. Spomnimo se na primer Minatijeve, med visoke majske trave bo šel. Naši predniki so bili geografsko in intelektualno marsikdaj veliko bolj zamejeni, kot smo dan današnji. A svoje okolje so imeli v mezincu, nenavadno intenzivno in globoko so ga spremljali. Naše doživljanje je veliko bolj ekstenzivno. Obveščajo nas o vsem mogoče, kaj se dogaja na naših in drugih celinah in celo v vesolju. Navadno smo bolj seznanjeni o neprijetnih kot o prijetnih rečeh, ne vemo pa, kaj je novega v gozdu za hišo na drevesu pri našim blokom. Zapomnimo si imena tujih pokrajin in državnikov, ne zdi pa se nam vredno poznati domačih imen travniškega cvetja in zgodb izbajanja naših dedov, prebrati knjige lokalnih avtorjev, ki so si kakorkoli prizadevali za svoje okolje. Dan za dnem hlastamo za informacijami, kar nam daje varljiv vtis, kako širokega obzorja da smo. A naše opredeljevanje do njih je plitvo, površno, neosebno. K temu je prispevalo svoje močno preseljevanje prebivalstva. V tujem okolju izročilo, ki ga nosimo s seboj, usiha, saj ga ne napaja radovednost prihajajočih rodov. Po drugi strani so stiki med priseljenci in domačini slejko prej siromašni.
Tako se nit izročila cefra in trga, da jo je komaj še mogoče uporabiti za tkanje podobe o naši preteklosti. Kaj šele, ko pomislimo, da se nekatere desetletja tudi na silo prekinjala zveza s pomembnimi vsebinami naše tradicijske kulture. Nobene rastline se ne more razrasti, če jo kar naprej presajamo in ji napustimo, da se bi krepko ukoreninila. Podobno je z duhovnimi pojavi. Zaradi vsega naštetega žlahten del naše kulturne identitete postaja vedno bolj obubožen in slovenski cvet v šopku evropskih narodov izgublja lasten barvni odtenek in enkraten vonj, svojo velikostjo pa se tako ni mogel nikdar postavljati. Razvijati in krepiti pri učencih zavest o posebnostih tega cveta in samozavest zaradi posebnih odlik v njegovi barvi in vonju je med drugim plemenita naloga in etično poslanstvo učitelja na vseh stopnjah šolanja. Pogum za premagovanje današnjih stisk in težav je mogoče krepiti tudi ob zgledih naših prednikov, ki so stoletja vztrajali na pripihu kultur in častno predajali plamenico samoniknosti iz roda v rod, kljub najrazličnejšim viharjem, ki so se zgrinjali na nje. Nikar malodušnosti in lahkužnosti, da nam svetilka ne ugasne. Kdaj že so se pojavljale sanje o samostojni slovenski državi? V slovenskih pesmih, kateri sem delovala na tisoče časmin, je domovina največkrat predstavljena kot mati. Domovina, naša mati. O domovina, mati draga. O mati Slovenija. Mati očetnjava. Otroci tvoji, mati domovina. Slovenska lepa domovina. Vsem si nam kot pravo mati mila. Tudi prej smo slišali eno pesem te vrste. Zamislimo si jo, mater, ki na levi in desni drži za roko njena otroka. Oba sta je ljuba, oba ima rada. Katerega ima še bolj? Tistega, ki bolj trpi. Primimo se za roke na eni in drugi strani in med seboj. Vračajmo ji to ljubezen, da ne bomo krivi njenega hiranja ali prezgodnje smrti. Sami smo odgovorni za našo zgodovino in za našo prihodnost. Zgodovina je takšna, kakršna je. Ne moremo jo predrugačiti. Neumestno jo je tajiti. Ne tarnajmo. Raje ne vsak premisli, kaj lahko stori, da bi nam bilo bolje in bi se bolje razumeli. Vse blagoslove tebi, Ljubljana, je zaklical Ivan Cankar v Kurentu v enem najlepših del o slovenstvu. Da, vse blagoslove Dravljam, slovenski prestolnici in samostojni Sloveniji. Zdravje. Sodelovala, kadarkoli, tudi po noči, če bo treba.